tednu, ko smo vsak dan zagotavljali helikopter za gašenje. Je bilo odletenih 56 ur letenja z helikopterjem tem, ki ga vidimo od zadaj. Opravljenih je bilo 700 odmetov vode, kar skupaj znese malo več kot 550 tisoč litrov vode. Ja, umirno je bilo, se je požar zelo veliko hitrostjo približal hišam, potem smo mogli v Vipavi najti neka improvizirana, to se pravi mesta za pobiranje vode, zato da smo cikle gašenja zmanjšali na minimum. In v tem konkretnem primeru res na 2 minute smo cikle delali, zajemali vodo, gasili pač območje blizu hiš, se vračali nazaj. Nad nami je bil že kar močen dim, ker je zelo močen majstral pihal takrat, ampak smo obranili, skupaj z gasilci na zemlji. Ja, cel teden je bil precej naporen, kajti požari niso napovedani, sprav se na te zadeve nismo mogli pripraviti. Ko smo prišli v službo, nekateri so bili planirani ali pa smo bili samo 8 ur, se pravi smo mogli službo raztegniti na 12 do celo 14 ur. V zraku smo bili tudi po 8 ur na dan, nekateri po 2 dni zapored, tako da ko se služba konča, šele začutiš ta občutek izgorelosti oziroma utrujenosti. Moje delo pri požaru ni bilo neposredno na liniji ob ognjenih zubljih, ampak na sprejemnem mestu in v logistiki, kjer sem v bistvu skrbela za sprejem enot, ki so iz cele Slovenije prihajale pomagati gasiti požar na Kras. Kar mi je najbolj ostalo v spominu, je pa to, da sem bila zraven ob evakuaciji prve vasi, ko so mogli domačini v parih minutah zapustiti svoje domove in pobrati vse, kar je vrednega in iz bližine gledati, kako ogenj grozi, da jim bo uničil tisto, kar jim je najbolj vredno, v bistvu njihov dom. Hkrati sem bila pa tam tudi zavedanjem, ker sem domačinka, da če veter zapiha v drugo smer, je naša vas lahko naslednja. Ja, delo je bilo za vse gasilce, policiste, civilno zaščito in za vse, ki smo bili tam na terenu, zelo stresno, pa tudi za domačine, ker niso vedeli, kaj se bo v naslednjih minutah lahko zgodilo. Verjamem pa, da je bilo stresno tudi za vse naše domače, ki so spremljali dogajanje, vedeli so, da na našem območju pokajo granate, nevarnost ognja in v bistvu so imeli verjetno ves čas iste misli, da se nobenemu od nas ne bi nič zgodilo in bi se vsi varno vrnili domov.